V Litiji so 3 društva in knjižnica Litija pripravili spominsko slovesnost ob 140. obletnici ustanovitve litijske podružnice Ciril Metodove družbe ter ustanovitev Slovenskega planinskega društva. Spominjali so se časov, ko je slovenščina prekaljevala v boj zoper nemški jezik, časov, ki so pripeljali do izjemnega kulturnega povezovanja med pevskim društvom Lipa, prostovoljnim gasilskim društvom Litija, planinskim društvom Litija in knjižnico Litija. Odločitev imeti skupno slovesnost je bila pravzaprav lahka. Teža ustanovitve Ciril Metodove družbe in pa tudi predhodnice planinskega društva tu na Litijskem je pač tako močna in vsa tradicija, ki izvira iz tega, da nas je vse, bom rekla, enakopravne deležnike povezala k odločitvi, da pripravimo to jesensko prireditev, akademijo, v kateri se poklonimo našim ustanoviteljem, ki so stopili v bran slovenskemu jeziku oziroma slovenstvu kot takemu. Knjižnica Litija je med 3 društvi edini javni zavod. Naj pa ugotovim, da smo nekako postali pri tem čisto enakovredni, saj ugotavljamo, da v današnjem času vsi stojimo za rečmi, svetimi rečmi, tako smo jih poimenovali tu na tej prireditvi, ki so jih zastavili naši predhodniki. Lahko rečem, da je ta današnja prireditev in predstavitev dosežkov na društveni dejavnosti in prostovoljnem delu pokazala eno izredno veliko težo za lokalno okolje, tako na področju kulturne dejavnosti pevskega društva Lipa, na področju prostovoljnega gasilstva, planinstva in tisto, kar se mi zdi pomembno tudi z vidika mojega področja, da se je ta društvena dejavnost dejansko rodila in nastala iz domoljubja, iz želje po širitvi slovenskega jezika in slovenske kulture in izredno spodbudno je tudi številno delovanje Litijanov, okoliških prebivalcev in pa tudi vključevanje društev v širšo družbo in tudi v republiškem in širšem merilu. Jubilantom je spregovoril zgodovinar dr. Tone Kregar in orisal čas, ko je bilo govoriti, brati, prepevati in misliti slovensko stvar odločitve in tudi poguma. Slovenstvo kot sodobna kategorija je takrat naredilo prve samostojne korake, a pot do odraslosti in zrelosti je bila še dolga in vijugasta, polna spotikanj, padcev, prask in ran. Če preteklost malce posplošeno delimo na boljša in slabša obdobja, so 80. leta 19. stoletja predstavljala dokaj dobre čase. Takrat so še dokaj mlade, ambiciozne slovenske politične elite vsaj začasno uspele izkoristiti razmeroma prijazno politično klimo v cesarstvu in pragmatično naklonjenost vladno-cesarskega Dunaja, preseči siceršnje svetovno-nazorske delitve in nasprotja ter se praktično povezati v prizadevanjih za najrazličnejše narodne pravice. A vse dokler bomo iskreno verjeli in si obenem prizadevali za domovino, v kateri bomo zadovoljno, svobodno, kulturno in ustvarjalno živeli tako mi, kot naši otroci in vnuki, tako dolgo tudi dela generacij pred nami niso bila zaman. Praznovanja, kot je današnje, pa bodo še naprej ohranjala svoj smisel in pomen. Prireditev smo želeli oblikovati dinamično, plastično, pa vendar, ker gre to za neko arhaičnost, za 140-letno preteklost, smo kombinirali oziroma delovali z petjem, z ustvarjanjem, risanjem in animiranjem na platno in pa z živo besedo, v kateri so si moderatorka in pa lik iz preteklosti, zelo svetov lik Ljudmile Roblek, ki je stala ob strani našemu Luki Svetcu, podajali besedo in nam tako pričarali svet, ki je bil, pa vendar ni minil, ki ga nekako živimo tudi danes.